Danes zunanje diske srečamo že skoraj na vsaki mizi. Pridejo v različnih velikostih in za različne okuse. Srečamo takšne prenosne ter takšne velikane, ki jih nikakor ne moremo prenašati. Med njimi pa srečamo tudi nekaj posebnežev. Tak je recimo multimedijski predvajalnik, ki nam ponuja priklop na televizijo in s katerim lahko predvajamo DVX in audiodoteke. Zunanji diski pa so mnogo več kot le diski. Nekateri diski ponujajo tudi druge zmogljivosti, recimo zaščito podatkov. To je še posebej priporočljivo v okoljih recimo tovarn, pisarn in tako naprej, kjer je raven zaščite visoka. Te diski nam omogočajo, da podatke vzamemo s seboj domov in jih varno prenašamo med računalniki. Za uporabnike pa je še vedno pomembna predvsem zmogljivost in hitrost prenosa podatkov. Med vmesniki trenutno še vedno prevladuje USB, ki pa je na žalost tudi najpočasnejši. Boljši od njega je FireWire 400 ter še novejši FireWire 800. Na tem področju pa vsekakor zmaguje eSATA. V zunanjih diskih pa danes še vedno prevladujejo povsem običajni magnetni diski. Danes bomo enega za vas predstavili. Disk, kot vidite, je še vedno sestavljen predvsem iz mehanskih delov. V njem vidimo branilno glavo ter sam nosilec podatkov. Sedaj bomo poskusili disk zagnati. Kot vidite, imajo diski veliko gibljivih delov, zato so zelo občutljivi na mehanske poškodbe, tudi če so prenosni.